Pa naredimo še en povzetek našega pevskega inštrumenta. Rekli smo, da je inštrument za petje naše telo in naš pevski inštrument je edini inštrument na tem svetu, ki se neprestano spreminja. Enkrat vdihnemo globoko, drugič vdihnemo plitko. Vse to postavi naše telo v malo drugačen položaj in v bistvu je tako, kot bi imeli vsako sekundo inštrument drugačne oblike. Ogrodje našega inštrumenta je kar naše celotno telo. Vsaka prekomerna napetost zato vpliva tudi na naš glas. Rekli smo, napetosti se bomo skušali znebiti v naših ramenih, bomo masirali prsno mišico, v naši čeljusti, v naših kolenih, v našem jeziku. Vse to lahko vpliva na naš glas. Strunice našega inštrumenta sta glasilki, to sta dve gubi, ki sta v našem grlu. Te gubici se približujeta, ploskata in tako ustvarita zvok. Zvok pa ustvarita tako, da se izdih zaleti v njiju in one dve zavibrirata in ustvarita zvok. Rekli smo, da je dihanje kot nek motor našega pevskega inštrumenta. Zato je optimalno dihanje optimalen motor našega pevskega inštrumenta. Ko smo sestavili vdih in izdih, smo rekli, da je vdih sestavljen iz sproščene spodnje čeljustnice, rebra grejo vstran, prepona se spusti, gre navzdol in trebuh gre ven. Med izdihom grejo rebra počasi nazaj, prepona počasi gor, trebuh počasi notri in tako, če je ta izdih čim bolj enakomeren, je tok zraka, ki se zaleti v glasilki, zelo enakomeren in nam lahko naredi optimalen zvok. Zvok, ki nastane na glasilkah, pa ni prav nič podoben našemu glasu. Je veliko bolj tih, zveni približno takole. Kje zdaj nastane naša barva glasu? No, zato so pa pomembne naše cevi. Cevi našega inštrumenta so naše žrelo, naša nosna votlina, ustna votlina, naši sinusi. In z različno obliko teh cevi mi zvok, ki nastane na glasilkah, različno obarvamo. Zaradi premikanja naših ustnic, našega jezika in naše čeljusti, mi te cevi tako oblikujemo, da naredimo samoglasnike, soglasnike in se s tem sporazumevamo. Hkrati pa tudi ta različna oblika teh cevi naredi različne barve našega glasu. Lahko je moj glas bolj nosen, lahko je bolj zazehan, lahko je nekje na sredi. Vse to naredim z različnim oblikovanjem mojih cevi. Tako da to je to. Ko se bomo učili pevsko tehniko, bomo najprej poskrbeli, da bo naše dihanje optimalno, da bo izdih čim bolj enakomeren, da se bosta naši strunici super zapirali in odpirali. Potem se bomo pa ukvarjali, da bo tale notranji, da bodo tele cevi čim bolj odprte, hkrati pa, da bomo znali čim bolj fino jih oblikovati, da dobimo super glas.